Znakovni jezik je moj prvi jezik, jezik mojih staršev in v bistvu, ko sem odraščal kot otrok, niti nisem vedel, da obstaja kakšen drug jezik kot samo znakovni jezik. Šele kasneje, ko sem vstopil v vrtec, sem se začel spoznavati in učiti drug jezik, slovenski jezik. 14. november je bil pomemben dan za slovensko gluho skupnost in ga zato obeležujemo kot dan slovenskega znakovnega jezika. Na ta dan je bil leta 2002 sprejet zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik je od leta 2021 tudi ustavna pravica in ga uporablja približno 1500 gluhih oseb po Sloveniji ter njihovi svojci in prijatelji. Kretnje se rojevajo in kretnje tudi izumirajo. Obstaja ena kretnja iz daljne vzhodne slovenske regije, kjer je bila kretnja vrsto let za zdravnika, recimo zdravnik. Pač potem, ker ima masko. Ta kretnja na tem delu Slovenije je izumrla, zato ker s covid časom so se pojavile maske. Tako da to kretnjo zdravnik je nekako izumrla in je postala kretnja za masko. Mladi pa si radi izmišljujejo oziroma kreirajo nove kretnje, kombinirajo jih s črkami. Na primer, taka zelo popularna mladostniška kretnja, ki jo kretajo izključno samo mladi, je recimo pri starejših je stranišče, WC, tole, ne. Mladi kretajo poenostavljeno WC, na primer, ne. Znakovni jezik se je skozi zgodovino predajal iz rok do rok vse do začetka 80. let prejšnjega stoletja, ko je bila ustanovljena prva skupina za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Takrat je izšel tudi prvi slovar slovenskega znakovnega jezika, govorica Rok, ki je vseboval 666 kretenj.
Naš slovar znakovnega jezika obsega približno 25.000 kreten, kar je, po mnenju strokovnjakov, besedni zaklad tretješolca. Za primerjavo, slovar slovenskega knjižnega jezika vsebuje kar 110.000 besed. Gluhi raziskovalci slovenskega znakovnega jezika na ZDGNS so raziskali zgodovinsko ozadje izvora slovenskega znakovnega jezika in iz pozabe iztrgali več kot 500 kreten, ki so že tako rekoč izginile. Te kretnje imajo korenine v kretnjah starejše avstrijske in italijanske gluhe skupnosti in so jih slovenski gluhi, ki so se šolali v njihovih šolah, prinesli k nam. Te predstavljajo prajedro današnjega slovenskega znakovnega jezika. Na delavnici so prikazali te stare kretnje s poudarkom na izvoru in obliki. Letos pa posvečamo ta dan raziskavi etimološkega slovarja slovenskega znakovnega jezika in počaščeni smo, da je Ministrstvo za kulturo financiralo poseben projekt v sklopu raziskave znakovnega jezika in bomo predstavili prvih malo več kot 500 kreten tega etimološkega slovarja. Razvoj etimološkega slovarja kaže na to, koliko je še potenciala pri razvoju. Manjka nam še raziskave o sintaksi, o slovnici, o terminoloških slovarjih. Omogočamo skupini gluhih, da raziskuje zgodovino nastanka in sprememb posameznih kreten. V tem projektu smo uspeli predelati 500 kreten. Nas neizmerno veseli, da znakovni jezik postaja vedno bolj priljubljen jezik učenja med mladimi, študenti, tudi starejšimi. Zagotovo smo mi na zvezi veliko postorili glede promocije. Imamo zakon o uporabi znakovnega jezika, vpisani smo v ustavo. Znakovni jezik je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine. Imamo besedo in kretnjo leta, imamo inštitut, imamo hišo znakovnega jezika, imamo cel kup enih publikacij, imamo slovar znakovnega jezika. Skratka, ogromno nekih produktov, ki, bom rekel, so pomoč pri ozaveščanju učenju znakovnega jezika. Tudi vedno več slišečih se z veseljem uči osnov slovenskega znakovnega jezika in danes lahko svojim najbližjim v kretnji pokažete, da jih imate radi.